Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Sredino jutro je bilo to in debata o tem, ali je Jeger res lep. Nikoli si nisem mislil, da bomo imeli to debato, ampak danes je bila. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. In potrdili, da sem lep. No. Najboljši je bil poslušalec Klemen, ki je rekel, si lep kot nova folija za silažo. No, in nova folija za silažo je lepa. Kaj je, če še ni obrabljena, je čista, je napeta, lepa torej. Je najprej verjetno zložena. Ja, pač na oni je gor, ne? Na oni je gor? A ja, na oni je gor, zdaj pa razume. Na oni je gor. Na koluto je navita, ne? Pa gre dol, ne sproti. Okej. Med drugim smo govorili tudi z doktorjem Žiberno o vesolju in o misiji Artemis 2, se dotaknili malo tudi alergij, ki se začenjajo, med drugim seveda. Tako da vabljeni, če ste slučajno zamudili, drugače pa jutri zjutraj spet o 5:30 s tem, da Ana... Bomo pač mi dva delala. Ne, tako. Jeger pa pač 16. dopust. Kavli hodijo, kako boš delo na jadranju, boš delo fulja. Kaj pa te imaš za delati na jadranju? Marsikaj. Ja, recimo, z marsikaj si že izgubil debato, to pomeni, nimaš odgovora in da si potrdil, da imava mi dva prav. Ne, klicala te bomo. Nista bila na jadranju, sploh ne veste, kaj se dela. Kaj vama bom razlagal, brez veze, škoda časa. Vseeno si lepi, ratiš časa zdaj, ne, v svoje lepote. Dobro, tako da, to je to, nič, se slišimo jutri zjutraj, pa uživajte v podcastu tega jutra. Včeraj so bile prve četrtfinalne tekme, oziroma prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov. Real je zgubil doma, ne moram reči, dobro, juhu. Ne smeš se naslajati nad nesrečo drugih. Zakaj ne? Ne, ampak Bayern je letos res izjemen. Bayern je letos res izjemen in tu bo kar težko, moram reči. Sem bil kar, koliko sem pač zdržal, to je slabi polcajt. In bolj sem danes jutraj pogledal rezultat, Arsenal je uspel zmagati proti Sportingu 1-0, da tudi njemu dobro kaže pred povratno tekmo, ki bo 15. aprila, ampak ob tem pa moram povedati, da sem zelo vesel, po dolgem času je zdaj vedno, ko igra Real, je tudi Zlatko Zahovič gost v studiu na A-kanalu, ne? In res ga je njega vedno veselje poslušati, glede na vse, kar ve in način, kako pove, je pač genialno, vsaj po mojem, moram reči, da res je izjemen in sem zelo vesel, da bo zdaj v novi vlogi. Sta videla to? Ja, in sicer kot nadzornik UEFA. Ja, neki ocenjevalec, ne? Ja, tako, namreč pri vseh teh evropskih tekmah UEFA pošlje tudi svojega delegata, mislim, ni prav delegat, ampak opazuje celotno dogajanje, pomaga s kakimi nasveti in potem poroča, kje so še možne izboljšave pri določenih organizacijah, pri organizacijah na določenih prizoriščih. Tak, ne? Ja, super. In če ima kdo izkušnje z temi največjimi nogometnimi dogodki, je potem... To valjda on, ne? In se razmišljal tako, kako bo fajn, ko bo nekje prišel, pa še ga bo trener poklical, čuješ? Daj pridi malo. Glej, veš kaj, mi imamo tak, ne? Daj povej, ne, glej, res, jaz se res ne vem, jaz se matram, pa oni mi pije, pa se veš, kak ne to rešim. Tako da res vrhunsko in sem zelo vesel in seveda Zlatku želimo fenomenalno kariero, jaz verjamem, da bo tudi, kar se tega tiče, izjemno uspešen. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Sreda 8. april je danes in prihodnjih dneh so napovedane kar nizke temperature zjutraj, to moramo povedati, okoli ničle oziroma celo -1. Ja. In se razmišljal, veš, Ana, po svoje fajn, da ima Jeger zaslužen 3. dopust letos in ga ne bo jutri, petek in v ponedeljek, ker drugače bi ga mogla pokrivati, se veš, po noči. Ali pa kuriti okoli njega, da ne bi več zmrznil. Ja, zdaj si izpostavljen. Res je. Se čisto drugače čuti, ko greš zunaj. Ampak je boljše. Ja, zrak celo pride do glave. Do kože, ne? Do kože, ja. Fajn, ne? Je odlično. Ja, se res fajn počuti.
In o tem tudi v nadaljevanju, predvsem pa seveda želimo, da gremo skupaj fajn v to sredo 8. aprila 4:06. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro na to sredo 8. aprila in že danes na vse zgodaj, ko smo zano stopila v prostore tega radija, sva se vprašala, kdo pa je ta Gizdalin. Tega pa nisem slišala. Kdo je Viljem Škrlatnik, ki je tukaj? Kdo je ta lepo potrimana šibica ta trenutek? Mati Ceger. Včeraj torej se je zaključil njegov mali Kristusov izziv. Jaz mislim, da je na mestu en kratek aplavz. Hvala. Da si zdržal tako dolgo. Ne, to si dal nama. Za vse, v bistvu, okay. Tudi za vse, ki ste spremljali vso njegovo pojavljanje. Ker zdaj, če greš samo na naših družbenih omrežjih pogledati, recimo, kak si zdaj, ali pa še samo malo nazaj pripravljena kerlica, recimo, Bog pomagaj. Je bilo kar zaraščeno. Mislim, tudi tu, koliko je bilo vsega konec, pa smo malo dali na kup te moje dlake, ne? Je bil kar kup. Kar se je naredil neki kupček, ne? Ja, Sara in seveda Boštjan iz studija Milimeter, hvala lepa še enkrat, ni bilo lahko. Zrihtala, res dobro. Res ta in zato vas zdaj midva z Ano morava eno stvar vprašati, ker včeraj vznesen nad svojo novo podobo je naš lepotec med drugim rekel. Tu nasproti mene v studiu je televizija, ki je zdaj ugašena in črna in se vidim. Pa sem res lep. Pa si ko slika, res pa jaz to ne morem. Čelo ima skromen človek, ne? Si zelo. Ampak kar pa je res, jaz sem lep. Jaz ne morem verjeti. Če pa je res, mislim, se nisem zlagal, jaz sem lep. Ja, ok, ampak ali je res in kaj pravite, povejte, poglejte si fotko in pišite danes zjutraj v SMS-ih na 051 220 220 ali pa jasno, da ker na naših družbenih omrežjih. Ja, video smo dali na cele procedure, smo objavili, se vas je kar nekaj spodaj komentiralo. Ali je Jeger lep? Kaj pravi? Ja, Grega je napisal, lej človeka, je vendarle bil tam spodaj. Se strinjam, Grega. Absolutno. Duška pravi, da je bila lepota do tedaj očem skrita. Igor pravi, da bo zdaj sošolke norele. Ja, ko ne bo nobena mogla pisati matematike, ker bojo vse matička gledale zaljubljeno, glega, kak je lep. Toni pa je napisal, da ga je malo zaskrbelo, ko je to črno folijo videl, da ne bi slučajno Don Corleone vstopil. Ja. Zgledalo je že tako, ja, mislim, morali smo malo bolj resno pristopiti. Ja, pač boje materijala, ne? Res je bilo materijala. Da ne bi se to zažrlo v ta tepih noter v studiu. Jaz sem sicer predlagal, da bi hitro v kahljice vrgli, ne? Ampak je tudi ta folija bila zelo učinkovita. Tako da ja, poglejte si na naših družbenih, pa napišite, ali je res, kar pravi Jeger, da je lep. To si pa v življenju še nisem rekel, moram priznati in tu ti moram kar sneti klobuk, veš. Hvala. Potrjuješ. Ne tako potrjuješ. Ne potrjujem. Kaj ne potrjuješ? Urejen si, fant, res si lep. Reči, da se rekel tako reči. Kaj grem ven jaz, pa bo ta sama zrihtala? Ne, tak si veš, ko mali tiger. Ok. Ko še je lep, ko še ga mamica umiva, ko še ni nič. Okakano okoli ritke, se veš. Je lep. Dobro jutro. In zdaj vmes so bili velikonočni prazniki, kar pa ne pomeni, da sem pozabil, da moram spraševati, kaj zdaj so se zmenili ali se niso. Niso. Ampak se pa dogaja. Niso se pa še zmenili. Ker v petek je že konstitutivna seja Državnega zbora ob 11. uri. Tako. Ja, ampak se pogovarjajo. Oziroma Gibanje Svoboda je v tem tednu, tako so že prejšnji teden napovedali, dala ven izhodišča koalicijskih pogajanj. V teh izhodiščih so nekako skreirali 16 resorjev, ki bi jih ta vlada obsegala in jih tudi že razdelili. 7 bi jih imela Gibanje Svoboda, 3 resorje so dali recimo trojčko SLS, Nova Slovenija, Fokus. Ponudili, ne dali. Ponudili, ja, ampak recimo ta trojček se do sedaj na pogovoru ni udeleževal.
združeval, so vedno zavračali vabila, tudi zdaj so rekli isto, pač, da v tej vladi ne bodo sodelovali, še enkrat več dali košarico Robertu Golobu, še vedno upajo na desno-sredinsko vlado, vsi ostali bi potem dobili po 2 resorja. Zdaj tudi ponudili so tak ločen dogovor Resnici, ki je pač tudi že rekla, da v vlado ne bo šla. Sveda ne, ker vladi je treba nekaj pokazati. Jo. Ja, No, kaj? recimo, Žogo primerov je takih že bilo, da so stranke prišle v državni zbor samo zato, da so bile tam, pa da so potem na koncu, da je bilo tistega 18. ali kdaj je, da je canknilo, ostalo pa je bilo zamešanje lufta. Ja, nekako tako se bo tudi zdaj dogajalo, vse skozi se. No, ampak zdaj, če pogledamo malo matematiko, se Robertu Golobu, če trojček Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ne bo sodeloval, pač matematika v tem trenutku ne izide. Je pa res, da tudi še noben razen tega trojčka ni predlagal novega predsednika državnega zbora. V tem trojčku so predlagali Janeza Ciglerja Kralja, kar pomeni, da če bo izvoljen, da se mogoče delajo tudi orisi desno-sredinske koalicije pod vodstvom SDS-a, morda pa tudi pod vodstvom Nove Slovenije. Ne? Celo? Ja, glej, vse je odprto. Ne rabi biti prvak največje, recimo opozicijske ali koalicijske stranke, predsednik vlade. To je pol vse stvar dogovora, ampak kaj zehaš, če je zanimivo pa napeto. Na desni sredini se tako v javnosti ne dogaja veliko, verjetno v ozadju tečejo pogovori, ampak zdaj zaenkrat je vseeno v ospredju Gibanje Svoboda in njihov predlog. Zdaj, od danes dalje se bodo začeli individualni pogovori med Robertom Golobom in prvaki preostalih strank, tako da bomo videli, kaj se bo dopetilo. Mene zanima, katera bo naslednja država, ker jih je kar nekaj na svetu, ne? Kjer bojo glasovnice problem. Zdaj je bila pač Argentina, ne? Ja. Vprašanje, katera država bo naslednja. Rezultati so močne slovenske diaspore. Rezultati so včeraj postali uradni, tako da zdaj. Ne more več. Ne. Zihar bo še malo probal. Ja, glej, so verjetno še druge poti pravne, ampak zaenkrat so rezultati. Upam, da se te bojo zmenili, da ne bomo še enkrat hodili, ker rad hodim na volitve pogosto. Samo je pa pestro, vse dogaja. Tako da sploh ni dolgočasno in zaspano, tako sta videli. Ko moraš nedeljo iti. Ja, ko moram hoditi, veš, ko je biti drugače, ne vem. Na žar vrgo. Ne še tako zgodaj, ampak ali pa bi kaj drugega delal, ne? 5 minut ti vzame. Ja, kaj pa razmišljanje, prej pa debate, pa pol opravičevanje doma. Glej, vsa volišča so blizu neke gostilne. Jelni? Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Sreda 8. april je danes, torej včeraj sta bili prvi tekme četrtfinala Lige prvakov. Ja. In ker sem se spremljal, pač Real je izgubil upravičeno. Bayern je letos močen, nenormalno, ampak moram pa prijaviti, da se še enkrat več zgodil kriminal, ki se vleče že desetletja. In da me tak zvečer razmontirajo, pa moraš vedeti, da sem na misiji in to že leta razlagam, kadarkoli se pogovarjam s komerkoli iz Ljubljane, vedno pridem na to temo. Zakaj Bayern? Ja, zakaj? Če je Bayern? Vedla sem. Če je Bayern? Zakaj Bayern? Zakaj Bayern? Zakaj Bayern, Nana? Zakaj Bayern? Če je Bayern? Bayern! Ne vem, kaj so Japonci ali kaj, da ne morejo dva soglasnika skupaj izgovoriti. Bayern! To bi pa našim etimologom dali. Real in Bayern! Pa kaj si ti, pa kak me, pa niti ne navijam za njih, mislim, simpatični so mi, res taki lepi rdeči. Ampak nima veze, to je pokrajina, zvezna dežela v Nemčiji. Reče se ji Bayern, napiše se RN, ne napiše se Bayern. Zakaj je treba govoriti Bayern, če je Bayern? Jep. Zakaj? Ja, ne vemo. Ne? Na koncu se vedno zaključi z šmebo vas Bayern, veste? Ja, prav. In da je slepo, prosim, kadarkoli imate koga tam doli, dajte jim razložiti, ker če bomo bomo te mogoče prišli skozi. Ja, res bomo. Bo prodrlo. Bayern,
konji, ne Bayern. Si se zdaj. Ja, pač moral sem Si mogel gledati. dati več, ja. Včeraj zvečer tako raštelo, pa zdaj Res? spet. Dajte, no. To me tako, res pa se ni pa, kaj pa, ok, pa vem, da je drug pogled na svet, pa da sveda iz tistega gradu v oblakih je težko potem ne gledati dol na realnost, da je težko iz posteljice, iz mehke vate pokriti z svilo, v kateri živijo, ne, je težko stopiti v drek, samo Bayern, ne Bayern, ok, dajmo, kak malo je potrebno, hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Sreda, 8. april. Pogumni astronauti in astronautka iz odprave Artemis 2 že potujejo proti domačemu planetu. V petek naj bi torej pristali. In se bo zaključila ta izjemno uspešna misija, v kateri so šli tako daleč, kot doslej še nobeno človeško telo. Dobro, zdaj ne vem, kaj so stisnili v Voyagera. Ampak v teoriji, ne, noben astronaut še ni potoval tako daleč in se vrnil na Pa Zemljo. tudi ne vemo, kje je 4. astronaut Iz Pobrežja, ja, ampak oni niso šli tako daleč, tako da se veš. Ampak ta odprava je ponudila eno absolutno nepričakovano zvezdo. In to ravno v momentu, ko so bili najdlje od Zemlje, tako daleč ni bil noben človek, kot so bili oni tisti moment, ko so šli okoli Lune, je tako po luftu čez kapsulo tako lepo prišla Nutella. Tako je lepo floatala. Ste rekli, da to ni product placement, da pa če se je zgodilo, ne? Ni Nutella plačala. Česa točno? Ne, da bi Kaj vedeli. točno bi lahko Nutella plačala? Ker to je najboljša reklama v Ja, že. zgodovini. Ja, tak in To je, tak. da sem jaz gospod Nutella, jaz samo čakam, da to ti pridejo ven pol iz karantene, ali kaj pa samo vsipam iz šlepera. Evo vam, ne, Nutella for life, Ja, ker to je pa... Je pa zanimivo, da so vzeli Nutello s sabo. Ja, seveda, se pa morajo nekaj jesti, ne? Ja. Zdrav zajtrk. No, mogoče ne tako zdrav, zato pa zelo, zelo dober. In ja, seveda ne. In to je zdaj, če je kdo še dvomil v Nutello, od tega momenta dalje, zdaj noben več nima niti pravice. Točno to. Ker če je to tako, da si jo vzamejo s sabo in Vesoljski potem čokoladi tako, nam. ja, in potem tako še, veš, Pa res je šla tako prav lepo. Ja, ja. lepo je šla, ja, Tako da tako bi pač gre. bilo zmenjeno, samo pa je ni bilo. Baje. Baje. Ja. Veš, kak je to. Danes nobenemu več nič ne verjame. Tako da, ja, nič. Mislim, da je jasno, kaj se za zajtrk bo jedlo, zdaj, če slučajno še kdo razmišljal. Ne? Škoda, da niso, recimo, ne vem, da ni kazerače, neke klobase, pa zaseke malo dal zraven. Zaseka, pa malo suhomesnatih rezati. Čebula. Pa tak bi zadaj, luk kuj takšen. ja, pa tak zadaj zrnca soli za čebulo, veš, Ja, pa tako ne. sol čebulo lovi. No, zato vidva ne bo ta nikoli Pa samo tako šla imaš gor, ne. kruheca, veš, pa tako najprej pade gor zaseka, pol pade gor čebula, samo tako držiš, pa čakaš, da še sol pride gor. Točno to. Pa ne, veš kak, pa tak si nasproti si priletijo, pa se tako, da se objamejo. Ja, in potem tako, in pol ne moreš drugače, kot da ne bi pojedel. Ne? Ja, tako. Što so ti Če scenariji, jaz tu išla v ta scenarij. ti pravim? Kak je lepo, sonce sije, vse je začelo cveteti, kak je fajn, tak, pomlad, Res je fajn. lavica zunaj, prvi sladoledi in... Ja. Že imam vse suho tu okoli nosa. Pa Veš, kak je robček. Ajoj. Ja, baš, ti baš. Alergije. Okay. Doktorica Nataša Maguša Lorber, doktorica družinske medicine in zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. Dajmo najprej, gospa doktorica, razložiti, kdaj je alergija in kdaj prehlad, da ne bi kdaj kdo zamenjal. Ja, to je včasih zelo težko ločiti. Ja. Najpogosteje že pacienti sami vedo, da ti znaki sezonski se vedno ponavljajo, ponavadi celo v istem mesecu, v istem času. Sicer pa najpogosteje izgleda to tako, da pacienti tožijo zaradi srdečih oči, lahko se oči tudi skozijo, lahko pride tudi do kakšne otekline očesne veznice, pogosto je pridruženo še kihanje ali pa nek občutek suhega žrela, praskanja, včasih tudi
celo kašlja. Okay, in zdaj recimo lahko kasneje, recimo če kot otroci nismo bili alergiki, kasneje razvijemo kako alergijo. Ja, v bistvu v ambulantah vidimo obe kombinaciji, tako da pogosto to nagnjenje k alergijam se deduje in tako da je že v bistvu prisotno v samem rojstvu oziroma v otroštvu. Zdaj, kdaj se pa alergija razvije, pa čisto odvisno. Nekateri to doživijo že v otroštvu, pa nekako na to izveni v odrasli dobi. Pogosto pa vidimo tudi pojav alergij popolnoma na novo v odrasli dobi. Moram reči, da teh primerov je tudi vedno več, kar verjetno tudi sama onesnaženost zraka prispeva k razvoju samih alergij. Skratka, ni pravila. In vemo, zdaj zdravila so antihistaminiki, ki pa imajo mnoge stranske učinke. Eden od najbolj pogostih je utrujenost in brezvoljnost. Ali, gospa doktorica, obstaja kakšna alternativa, če trpimo za kakšno alergijo? Zdaj teh antihistaminikov prve generacije, so vse v ambulantah družinske medicine, več ne predpisujemo. Antihistaminiki druge generacije, kot so recimo loratadin, cetirizin, poznane recimo kot klaritin, ti pa v bistvu imajo res minimalni vpliv na zaspanost. Zdaj, če se še ta stranski učinek vedno pojavlja, imajo pa pacienti tudi možnost v bistvu lokalnega zdravljenja alergije, recimo če se pojavljajo težave z očmi, recimo solzenje, drbež oči, lahko uporabimo lokalne antihistaminike, ki jih kapamo samo v očesno veznico in nimajo tega centralnega vpliva na druge simptome. Enako recimo lahko ponudimo pacientom, ki imajo pretežno težave z polnim nosom, zamašenim nosom, lahko tudi tukaj uporabijo lokalne kortikosteroide, ki prav tako ne povzročajo neke zaspanosti. To pa tudi te novejše generacije antihistaminikov z minimalnim učinkom na zaspanost. Ok, gospod doktorica, morda za konec še kak nasvet za vse, ki jih mučijo alergije? Ja, zdaj pomembno je, da vsak alergik ve, oziroma vse dobro je, da ve, na kaj je alergičen, s tem je tudi lažje, da se izogiba alergenov, kako je največja koncentracija v zraku in pa da to, kar je najbolj pomembno, da čim prej oziroma že pred samim pojavom alergena v zraku prične z jemanjem same terapije. Sicer pa je pomembno tudi, da se v času največje koncentracije alergena v zraku ne giblje na prostem, da ustrezno prezračuje prostore in se v bistvu izogiba, kolikor se le da samim alergenom. Doktorica Nataša Maguša Lorber, hvala lepa za te koristne besede, tako da je nič, ne? Treba se zdraviti, pa pač zdržati do poletja. Dobro jutro. Dobro jutro. Sreda, 8. april. Včeraj je bil en kar legendaren dan, bomo rekli. Ja. Včeraj se je zaključil igro Mali Kristusov izziv in Sara in Boštjan iz frizerskega studia Milimeter. Še enkrat hvala lepa za požrtvovalno delo. Skoraj tako imamo. Sara je čudovita. Skoraj imam taki občutek, veš, tako, ko se gasilcem zahvališ. Tak, približno tako je to bilo. Je šlo vseeno za humanitarno akcijo. Prva posredovalca pa to. In težko je bilo, ampak iz jegra sta naredila človeka spet. In seveda vse skupaj vidite lahko na naših družbenih omrežjih, ampak to je tako navdušilo našega Matička. Ja. To je tako, mislim, ker danes na vse zgodaj zjutraj sva bila za Ano, ker malo pozabiš mes, ker ne boš verjel, ne mislima skozi na tebe, je tako, Ana? Ja. Resno? Ja, obstajajo trenutki v dnevu, ko ne. Ja, res. Ja. Ker jaz se skozi mislim na sebe. Ja, kar zelo dobro vemo in vidimo. In bolj zjutraj prideva in kdo je ta lepotec tu, ki sedi, ojojoj, ne, kar vem vrlo studio. To malo večji, leprekon, ki pa ima res okay. In včeraj je to tako navdušilo jegra, da je sam sebi rekel, da je lep, to je dokaz. Tu nas proti mene v studiu je televizija, ki je zdaj ugašena in črna in se vidim. Pa sem res lep. Pa si ko slika, res, pa jaz to ne morem. Čelo ima skromen človek, ne, vse si zelo in skromen. Ampak kar pa je res, jasno lep. Jaz ne morem verjeti. V televizijskem odsevu se je gledal. Ja, in je rekel, da je lepo. Ampak ali to drži, to vas sprašujemo danes zjutraj v SMS-ih na 051 220 220 in na naših družbenih omrežjih. Recimo SMS je poslala poslušalka Vanja in pravi: Matic, zdaj si pa res luškan. Lepo pa je tudi, da si sam sebi všeč in da to javno priznaš. Vanja, to je tudi hkrati prvi znak za neko patologijo oziroma resno bolezen. Kaj pa na družbenih? Ja, David, recimo je napisal, da si direkt za berilo čitati pri maši. Res? Tako včasih. Ja.
No, Tomaš je napisal, pohorski Kerlc, v nulo so te zrihtali doma, da si doma verjetno tako mogel osebno pokazati, da so te noč spustili. Ja, Je bilo skoraj. Je bilo, ne? Je rekla žena, ki si žrebec, če samo moj pride, zdaj veš, idi. Ja. Medtem Vanja recimo pravi, da bi zdaj šel našla s tabo na jadranje. Res? Ja. To si ne želiš. Težav si nakopal s tem izgledom. Ne bo nobenih težav. Patricija je napisala, zdaj se vidi, da ni iz kamene dobe, večkrat bi si moral urediti frizuro. Tako je, Patricija. Mogoče pa ga na radiju premalo plačajo, pa nima denarja za striženje. A ja. Ja, pri 700 neto, Patricija, Tako. bi imel na 3 tedne hoditi, samo pač ne gre. Nimam, Patricija, Imaš. našla si glavni razlog. Ne, Patricija, ja, izpostavlja si glavno težavo, ki ga ne moramo navaditi, ne, da bi se moral res večkrat urediti. Ne, da ni denarja. Daj. Ampak, ko potegnemo črto, Sem pa lep. Ja. to vam pravim. Dobro jutro. Dobro jutro na temo tega, jaz sem lep, Jeger. Ja. Danes zjutraj se pač pogovarjamo o tem, ali si res, potem ko so te včeraj uredili. En SMS je poslal tudi Nejc, ki pravi, Jeger, ti si res lep, vedno zasenčiš Ano in Dejana, predtem dobesedno, zdaj pa še samo v številu odsotnih dni na delovnem mestu. Bravo. LP Nejc. Ja. Kaj? Kaj? Če pa treba iti, pa malo pogledaj. Kaj se treba ustriti? Ja, kaj? Dober dan, kaj? Dober dan. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tu je Tine Križanič, Tine, velik ljubitelj kolesa, slabih vicev in gobelinov. Gobelinov, res? Belino. Ne vem, to zdaj nekaj pač temu spremenja, ker je zgubo včeraj. Te pa je zdaj. Ne, moram čestitati, Tine, Bayern je... Bayern. Nehaj, me dela živčnega, ker Tine je v isti kategoriji. In ti nočeš videti ga v živo, ko se on na fuzbalu razkuri. Žal sem to že videla v živo. Ja. Okay. Tako da ja, bili ste boljši, nimaš kaj, ni še konec, ampak mogoče pa je. Pri Realu res ne veš nikoli. Ja, se zato. Ne bom. Ja, ker oni tudi, ko nimajo celo tekmo slabo igrajo, pol na koncu jim pač sodnik da eno šanso, da pridejo do gola. Joj, daj prosim te, zakaj? Ne bom, ne bom šel v fuzbalsko debato s tabo. Jaz bi se samo mogoče vrnil k legendarni izjavi legendarnega Gerija Linekera, ne? Ja, da Nemci na koncu. Ja, fuzbal je igra, ki traja 90 minut, na koncu pa Nemci zmagajo. Ja. Kaj imamo, Tine, danes? Eno neugodno imam. Res? Ja. Zdaj bojo... Ni mi všeč začetek, naj kar povem. Ja, se ti tudi... Ojej, bo bolelo? Ko se jo spomno, ja. Ok. Pa tebe tudi. Pa mene. Ok. Ane ne bo. Naj ugane. Brca v jajca. Vseeno ni prijetno. Zmerili so, da je bolečina lahko, ker bolečino namreč lahko zmerimo, ne? Ja. Po neki, kako se reče, numerična ocenjevalna lestvica, ker je nič 10, pa je ful. 9000 enot bolečine povzroči, kot da bi ženska naenkrat, oziroma ne naenkrat, svoje ne, ampak ne, vezano 160 krat rodila. Vedel sem, da to bolj boli. Ti moram za eno lepo podatke. Grozno, no, mislim grozno. Mi dva z Jegrom imamo zdaj eno drugo stvar, ki bi jo rada nagovorila. Ja. Ja? V bistvu gre za... Ki so malo zmenila sta se? Ja. Gre za zelo pomembno stvar. Vem, da sem prehitro krenila. V glavnem, za tebe in tudi za Tineta in našega direktorja imamo eno predlog, v bistvu je bolj predlog. Ja. Zdaj vemo, prejšnjo sredo, ko smo imeli praznovanje 25. rojstnega dne tega reporterja Milana. Pač neko praznovanje, jasno. Ni neko praznovanje, 25 let ste imeli. Se je takrat, torej po dolgih letih sta se vrnila tudi Julin Makedonec s svojim novim hitom. Makedonata. Po letih in letih. Bakata.
In nastal je en super komad. Nami guši, nami pa se več je guši. ful primo in je ful zakon. Ja. In bi lahko vi to razširili na Pa ne- celi komad. Ne samo, da je, absolutno se strinjam s tabo, Ana, No, pa ni zdravilen dobra komad. Jaz, ko sem hodil, Zdravilen. Jaz, ko sem hodil na Kerl, ker ima dober bit, jaz, ko sem hodil Ja. na Kerlca, veš, kako se da v tisti breakfast hoditi, veš, ko mi živeli smo v Rim, veš, ful gre Po na ritmu, bit, ja. da dober rezultat No, in dosežeš, vi tako bi sem ga zdaj jaz, recimo. lahko naredili recimo 3 minute, tam recimo, tako kot pač je da bi poprečni komad v razširili. trenutnem formatu. Pa nismo edina, zato ker ljudje precej pišejo tudi na naših družbenih omrežjih. Tako da mi dva smo si to že v bistvu vzela kot podporo. Za mene so, Da Temu nas je- projektu. Ja, temu Mene so na projektu štartu in da pač nas je spraševali. več. mene so na štartu Pohorskega Ja. Kerlca spraševali o tem komadu, tako da, pa, ja, tako smo rekli, veš, kitica, refren, malo je kratko. ne. Ja. Zakaj ne bi dali brez to, pritiska, veš, samo lahko bi. v pravo dimenzijo, v pravo trajanje komada, tam okoli 3 minute, ne? To bi bilo super. bilo, ne? Ja. Ja. Bi lahko? Fajn bi bilo, ne? Se ne rabiš zdaj odgovoriti, mi dva ti damo čas za razmisliti. Pa se posvetujte vsi trije, pa lahko pol se zmenimo. Tako. Pač čez Tako pol sta se ure. vidva zmenila, pa za predloge. Ja, lepo.Ledva smo včeraj se slišala, malo sva debatirala o tem, pa se nama zdi dobra ideja. Vem, da nimamo pogosto dobrih idej, ampak ta se mi pa zdi To se dobra. pa nama je posrečila, Jeger. Sam si povedal. Ja, no, pač. Izpolnila smo kvoto za letos. Ja, bomo videli. Dobrih idej. Bi? Ja, Kaj? ne vem, kaj naj zdaj je. Bomo videli, Jeger. Morda ja, morda ne. Se veš, to je tako. Zdaj, ko si bil na Pohorskem Kerlcu, takrat so vsi vedeli, da si to ti. Če bi bil taki, kot si danes, recimo, bi rekli, kaj to je lutka iz izložbe iz modne hiše, ogle, kaj to je. Ken je prišel. Ne nazaj obračaj, točno gledaj, to. takoj za na njega Spreminjaj preusmerjaš. teme. Ne. To je zgodba o Matjažu Dejanu in Tinetu. Ja, in o totem reporterju Milanu. Dobro. Ja, no, glej, bomo videli. Ne vem, kaj nam vam rečem drugega zdaj. Te pa pol na sestanku se zmenite. Kot sta me stisnila, Prosim. v bistvu, ne? Ne, da je to neki izziv, ampak. Predaj, prosim. Okay. Misija Artemis 2 je zagotovo ta, v katero je bila obrnjena pozornost svetovne javnosti v zadnjih dneh. Za nagrado smo dobili lepo reklamo za Nutelo, ampak mimo tega so kar nekaj stvari dosegli. Ena od teh, da so šli najdlje od zemlje, kot je Okoli, šel katerikoli človek do zdaj v zgodovini. Seveda je to dovolj velik razlog, da smo poklicali našega hišnega eksperta za vesolje in vse stvari povezane z njim. To je dr. Igor Žiberna, sicer predsednik Astronomskega društva Orion in profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Dr. Žiberna, najprej seveda je treba o tem pravzaprav pop fenomenu spregovoriti, imenovanem temna stran Lune, ki so si jo zdaj po dolgem času spet lahko ogledali. Temna stran Lune je v resnici nepravilni izraz. Mogoče bi bilo pravilneje, če bi govorili o nam nevidni strani Lune. Takrat, ko Lune, kot tistega dela Lune, ki je obrnjen proti nam, ne vidimo kot osvetljenega, za sončevimi žarki je pa obratno. Je nam nevidna stran popolnoma osvetljena. Ne? Ruske sonde, ki so prve obletele in posnele nam nevidne strani Lune, so hitro ugotovile, da je nam nevidna stran bistveno bolj prepredena s krateri, delež morij, se pravi teh udarnih bazenov, ki jih je kasneje zalila bazaltna lava, taka temno-siva lava, to, kar mi vidimo kot temno površje na Luni. Teh morij je na nam nevidni strani bistveno manj. Kasnejše raziskave so pokazale, da je tudi debelina skorje na nam nevidni strani nekoliko večja. Ne znamo še čisto pojasniti vzroka, morda je temu tako zaradi močnih plimskih sil oziroma močnih gravitacijskih sil. Ja, ne znamo še pojasniti, Bog ve, kaj imajo vesoljci. Ampak je pa to ne spremeni dejstvo, dobro, dajmo to na stran, dajmo se resno pogovarjati. Je pa to ekipa, ki je šla najdlje od Zemlje doslej. Mislim, da 6600 takole čez palec kilometrov presegli, bom rekel, tisto do zdaj največjo oddaljenost sonde s človeško posadko v okviru misije Apollo 13. Artemis 2 vseeno pomeni en korak naprej, to je zanesljivo, torej v teh poskusih letenja s človeškimi posadkami v vesolju. Teh izkušenj z bivanjem človeka v vesolju imamo že več, ne nazadnje v
na mednarodni vesoljski postaji, ne, tako da to ne moremo zdaj primerjati pa govoriti o tem, kot da bi šlo za ne vem kako velike presežnike. Ne. Je pa res seveda, da pa to utegne predstavljati enega od pomembnih korakov, ne, torej k temu, da bi mogoče pa vseeno naselili Luno za človeško posadko, čeprav tudi v tem ne vidim zdaj nekega velikega smisla. Namreč danes avtomatske sonde z bistveno manj stroški in bistveno manj varnostnimi ukrepi lahko enako dobro ali pa mogoče še bolj kvalitetno opravljajo, bom rekel, raziskovalne naloge. Ja, je pa res, da ni isto, kot če Musk pač hotel gori postavi, ki ga pač ima plan narediti. Ok, zdaj, dr. Žiberna, je zanimivo to, da smo recimo na Luni na zadnje pristali pred več kot 50 leti, zdaj pa smo samo okoli šli. Zdaj, čisto laično, neki napredek to ni, ne? Po eni strani to seveda drži, ne? Če govorimo o avtomatskih sondah, tam pa nam pravzaprav lahko sapo vzame, ne? Torej, kaj smo že dosegli, ne? Torej, naše sonde letijo že izven našega osončja, ne? Govorimo o Voyager 1 in Voyager 2. So kar v glavnem prekoračile ta čas delovanja, da se o vesoljskih teleskopih sploh ne pogovarjamo. Ne? Če pa pogledamo z drugega vidika, pa nočem biti zdaj črnogled, ampak dejstvo je, ne, da do zdaj še nismo razvili močnejše rakete od Saturn 5, ne? Torej, ki bi lahko pripeljala recimo več koristnega tovora v Zemljino orbito ali pa še kam dlje. Ne? Vsaj kar se tiče raketne tehnike zaenkrat, ne, ni bilo takega, bi rekel, sorazmernega napredka. Za razliko od sond, ki so torej svetlobna leta, kot kaže, pred raketami, ki so sposobne prinesti v vesolje človeško posadko in vse, kar rabijo zraven. In seveda, dr. Žiberna, zdaj treba je naglasiti tudi dvomljivce, ker vemo, še vedno dvomijo ljudje, da smo dejansko prišli na Luno, da se sploh ne pogovarjamo o tem, da je Zemlja okrogla. In kaj recimo v tem kontekstu pomeni ta misija Artemis 2 in prelet temne strani Lune? Naj si pogledajo te visokoresolucijske posnetke, te sonde, ki je posnela recimo pristajalna mesta od Apola 11 pa potem do Apola 17, tam se vidijo podnožja recimo tega lunarnega modula, vidijo se sledi vozil, ne, ko so začeli ta vozila na luninem površju uporabljati. Ne. Cele knjige so napisane na to temo, ne, torej v smislu dokazov, ne, da je človek res pristal na Luni. Ampak, če si se odločil, da ne boš verjel, potem pač seveda ne boš verjel. Vse to ni edina taka stvar, katero ljudje ne verjamejo, ne, mislijo, da to ni realnost. Tu seveda mislim na podnebne spremembe, pa še bi lahko našteval. Ne. Ob vseh teh silnih posnetkih Zemlje, ne, torej ljudje še vedno mislijo, da je Zemlja plošča. Ampak ne vem, tu mi je kar malo nerodno govoriti. Se mi zdi, da je to mogoče žalitev za intelekt pravzaprav celo. Ja, je res. Ja, hvala lepa, dr. Igor Žiberna, spremljamo situacijo in jasno, da se slišimo, ko bo ponovno potrebno kaj pokomentirati, ko govorimo o naših dosežkih ali pa zanimivih stvarih, ki jih najdemo v vesolju. 17 minut čez 8. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Včeraj, potem ko je bila tu ekipa za posredovanje iz frizerskega studia Milimeter, Sara in Boštjan, je Jeger samemu sebi, potem ko se je zaključil njegov mali Kristusov izziv, rekel: Tu nasproti mene v studiu je televizija, ki je zdaj ugašena in črna in se vidim. Pa sem res lep. Pa si ko slika, res pa jaz to ne morem. Čelo ima skromen človek, ne, si zelo. Ampak kar pa je res, jaz sem lep. Jaz ne morem verjeti. Jaz sem lep. Če pa sem. Ampak ali to tudi drži, ali tudi vi tako mislite? To vas, midva z Ano sprašujeva že celo jutro. Na naših družbenih omrežjih je seveda vse vidno, tam lahko pokomentirate ali pa v SMS-ih na 051 220 220. In kaj so zapisali? Ja, sam je napisal, ne mi reči, Pohort se je rešil svojega jetija na glavi. Vsakamu čast se daje kot pubec iz fare. Ja, če ne bi imel brade, bi bil celo tako kot Faruška, ne? Verjetno. Aleksandra je napisala, to pa je razlika, ni za prepoznati, super. Hvala. Mnogi se pridružujejo s takšnimi komentarji. Medtem pa Katja, recimo, jaz smo ga srečali v soboto v Radvanju pred cerkvijo v avtu. Ni šel ven, ker bi vsi mislili, da je vstali Jezus. Če v soboto ni mogel iz avta z drugih razlogov.
ker ga je v petek malo biksal. Ja, A ja. mogoče. Jezus je oranžn, mamica. Joj, pa dajmo. Klemen pa je napisal, da se lepi kot nova folija za silos. Ja. To pa je pohvala. To pa je pohvala, ker vemo, da je folija je bistven del, da silos lepo rata, pa da imajo čez zimo živalice kaj za jesti. Tako, veš kaj je to nova folija za silažo, veš kaj je to lepo. Napeto vse. Ja. Mogoče vseeno nisi kot nova folija za silos. Opa, sem. Ne, lej, če je Klemen napisal, Klemen se spozna na silažo, pa na folije. Na folije. Malo Ja, manj na na folije, izglede ja. fantov, ampak dobro. Ne, to je, veš, Jeger, jaz imam samo eno misel, oziroma verjetno naj oba z Ano to preveva, ko pač počasi zaključujemo to debato, ker smo se navadili na novo realnost. Samo to. Ken Lee. Mariah Carey, ja. Can live without me. Ja, Dibo Dačo. Dejan, Ana in Jeger. In to jutro.